Pozdravljeni v 16. epizodi Simple Life podcasta 24. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in nadaljujem temo avtomobila danes. Ne toliko, kar se tiče resnih stvari, ampak kar se tiče bolj lenobnih. V smislu, da sta tu danes dva predloga in prvi je, da... ne me basa, da sem zdaj pozabil. Drugi je, da imaš na avtu celoletne gume oziroma hibridne gume. Prvi je pa, da ko se vzuni ulije, peleš avto ven. Jaz ga imam recimo v garaži, ne, in ni na prostem, kar je načeloma fajn, pač se bolj avto ohrani, ampak pa se ulije, ga pa ven pelem zato, da imam zastonj avtopralnico. In je tako res najboljša avtopralnica, sploh če ni seveda toče ali pa če ni, v bistvu samo to, če ni toče, pa če res lije, to je tako da best avtopralnica. Pa foter komentira vedno, če greš pa še na avtocesto, pa tako čist do prvega izvoza pa nazaj, ne, do 100 km/h, je ti ga pa res čist puca. Tako da za vse lene, ki se vam ne da v avtopralnico hoditi, to je tako najboljša stvar. Zunaj lije, peleš avto ven in ti ga opere. Prva je pa celoletne gume, kar je pa samo za tiste, ki se v bistvu ne vozite toliko. Jaz recimo ne hodim nekaj na morje, pa ne delam nekih dolgih voženj. Tako da, imam pač, ker so letne in zimske gume, če pač dvakrat na leto menjaš jih, v letnemu času primerne gume, so bolj varne in boljše. Ampak, če se ne voziš toliko, pa če se voziš pa čisto po navadnih cestah, da temu tako rečem, so hibridne oziroma celoletne gume čisto v redu. In kar je za lenga človeka še boljše, je dvakrat na let ni treba hoditi na servis oziroma na menjavo pač gum. In ko sem jaz enkrat pomislil, sem res, čakaj, če dam jaz te gume gor, pa dvakrat na let ne rabim kaj hoditi, pa jaz sem za, kje podpišem? In sem si pač kupil celoletne gume in zdaj je mir s tem. Je pa res, da mora biti človek pa mičkam bolj pozoren, kar se tiče zelo, zelo vročih poletnih razmer ali pa zelo, zelo hladnih zimskih razmer, ne, ker takrat pa celoletne ne primejo lih najboljš. No, se pravim, nisem nek strokovnjak, ne, ampak previdno. To je pa to, dva predloga za, pa ne lik za lene ljudi, ampak za ljudi, ki se jim ne da toliko z avtom ukvarjati, ne, pa si hoče malo poenostaviti. In kot vedno, če so vam taki predlogi všeč, spodaj se lahko subscribate, po angleško povedan, in do naslednjič, uživajte.